Zdravo, jaz sem Erik in to je hiter update za Hrušica Drift Climb 2023. Rondoju pri Hrušici zavijete nazaj v smeri avtoceste, tako da greste v bistvu tu dol mimo motorističnega kluba čez most. Tu vas bo pričakal en redar in vse na levo, na obeh straneh ceste je parkirišče za vse gledalce. Potem pa, ko parkirate avto, se peš odpravite čez most. Prečkate avtocesto. Če bo tudi v soboto gužva, se priporoča, da pridete sem preko Jesenic. In na tem ovinku, pri teh tablah, vas bo pričakala ekipa, kjer bo prodaja kart, pa vstop v dogodek za vse tiste, ki ste karte že kupili v predprodaji. Približno tukaj se bojo začeli boksi. Boksi bojo zavzemali dobro polovico ceste. Leva stran bo pa namenjena za sprehod vseh gledalcev v smeri dogajanja, pa tudi za reševalno pot. Na Jasi nas že čaka šotor. Tukaj bo šansa nekaj kupiti za pit, za jest, pa tudi zvočniki bojo, ki vas bojo obveščali o dogajanju. Gledalci boste čez Jaso lahko prišli tukaj do te mirne cone. Tukaj bo označen hodnik in zaščiten s temi ograjami. To je pa zato, da se lahko po na novo narejeni potki sprehodite dalje do same proge. Tukaj se bojo avti zvrstili v vrsti za naš štart, tako da tudi noben ne bo divjal in lahko v miru ob tem pločniku pičite na progo. Na koncu tega pločnika je štart proge. Tukaj se bo ta avta postavila na štart pod Red Bullovim lokom in začela vožnjo. Vsi gledalci se pa lahko sprehodite po tej potki. Na vrhu nasipa je prvo primerno mesto za gledanje akcije. Tukaj se bojo avti zagnali proti prvemu ovinku. Prosil bi vse gledalce, da se ne spuščate po tem nasipu dol, ker je zelo strm in če se kdo slučajno skotali v jarek, bo mogli event ustaviti, da ta osebek evakuiramo. Bližamo se prvi sodniški točki. To je točka, kjer je videti več ovinkov naenkrat, vse od štarta do ta 4. zavoja. Vozniki začnejo drift približno pri tistem količku. In do sem vas tudi vodi trak, tako da nimate kaj faliti. V senci tega borovca bo predvidoma nekaj palet, na katerih bojo sodniki opravljali svoje delo, tako da bi prosil, da jih med tem ne motite. Prve sodniške pozicije je pa dalje označena pot s trakom. Ta potka je tudi narejena na novo in vam omogoča dostop do nadaljnih točk za gledati event, pa tudi do Jurčka, kjer boste imeli šanso nabaviti kaj za pit, za jest in se malo podružiti z ostalimi. Tu nekje lahko pričakujete lokacijo Jurčka, kjer bo na voljo pijača in hrana. Zdaj se pa bližamo drugi sodniški poziciji in po mojem mnenju najbolj zanimivemu delu proge, ker sta tukaj dva najhitrejša ovinka. Tukaj bo druga sodniška pozicija in tu je tudi super mesto za vse vas gledalce, ker lahko z te gozdne ceste, po kateri smo prišli, kadarkoli skrenete na desno in se namestite na tej brežini, kjer vam paše. Bi pa prosil, da ne prekoračite tega traku, da se ne bo slučajno kdo spotaknil pa opotekal na progo.
Zaradi narave driftanja in bližine avtov med sabo smo pa izključili tudi to luknjo, zato ker če se kdo tam zaplete, je kar dobra šansa, da izletita sem. V glavnem na tem dvignjenem delu ob progi imate šanso, da pridete zelo blizu avtov. Za vse, ki želite prinesti s sabo kak stolček, mogoče visečo mrežo, pa tudi lahko to naredite brez težav. Vnos večje količine hrane v dogodek pa ni dovoljen, tako da ne ravno planirati na nek piknik tukaj noter. Spodnja stran ceste ni primerna za gledalce. Tam bo lokacija za rešilca, avtovleko in gasilce. Je pa ta trikotnik tudi izletna cona, zato tam ni primerno za gledalce in vas tja dol tudi ne bomo spuščali. Mimo druge sodniške točke se lahko vsi tisti, ki radi plazite skozi gost, prebijete za trak v tisti luknji in si pogledate dogajanje še iz tistega kota. Za vse tiste, ki nimate prevelike želje plezati skozi ta gost v luknjo, pa se lahko posmete tu gor. Ta pot pa vodi na obračališče avtov in zaključek steze. Tukaj bo obračališče za drift avte, zato bo tudi en redar na tem mestu, da vas bo spustil vse tiste gledalce, ki boste prišli po hribu gor, tja čez, za vse, ki imate pač željo iti na vrh in gledati na progo iz nad tretje sodniške pozicije. Tukaj je tretje sodniško mesto in ima dober pogled nad zadnjim delom proge. Nad in poleg njega je pa tudi dosti prostora za gledalce. Letos smo investirali tudi v novo zaščitno ograjo. To zaščitno ograjo bomo namestili zjutraj pred dogodkom. Tako da vsi gledalci, ki se znajdete tukaj, boste lahko čist blizu akcije. Linija drifta bo potekala približno tukaj, tako da bo do ograje še dobra 2 metra varnostne razdalje, v primeru, če bi pač kdo od voznikov precenil razdaljo. Vas pa še na dan dogodka obvestimo, kdaj vas bomo spuščali od zgoraj sem čez, za vse tiste, ki nočete igrati Robin Hooda in plezati po gozdu zadaj, tako da se slišimo glede tega.